Boštjan, pred kratkim si se vrnil iz Ugande. Za začetek morda kaj sploh gledamo na posnetku? Na posnetku vidimo v tem trenutku največje begunsko taborišče, v bistvu prej naselje, manjše mesto kot taborišče Bidi Bidi, ki leži na severu Ugande, blizu meje z Južnim Sudanom. Tam trenutno živi okoli 300,000 ljudi, ugandske oblasti pa so se v navezavi, recimo s mednarodnimi človekoljubnimi organizacijami, to taborišče v bistvu niso ga zaprli, ampak so preprečili, da prihajajo noter novi ljudje. Zaradi tega, ker so lokalni viri, tako voda kot drevje, hrana, karkoli popolnoma izčrpani. V tem času, decembra lani, se je zaustavilo premikanje novih ljudi proti temu kempu, je zraslo pol ducata novih kempov, v katerem je v povprečju med 50 in 60,000 ljudi. Treba pa je vedeti, da je Uganda v tem trenutku za Libanonom država, ki gosti največ beguncev. V Ugandi je 1,2 milijona beguncev, večina, seveda velika večina, slabih 80% iz Južnega Sudana, iz velikega konflikta, ki mu ni videti konca. Na drugi strani je v Ugandi še vedno veliko beguncev iz bližnje Demokratične republike Kongo, Somalije, Burundija in tudi nekaterih drugih afriških držav. Uganda ima za Evropo neznano, pa izjemno učinkovito, tako imenovano odprto begunsko politiko, ki praktično vsem beguncem, ki vstopajo v državo, omogoča svobodno gibanje, možnost odpretia podjetja in hkrati do zdaj, ko je bilo to možno, kot ni bilo takega navala ljudi, so dobivali 100x100 metrov obdelovalne zemlje, potem se je to znižalo na 50x50, potem na 30x30, zdaj pa praktično te zemlje ni več na voljo, ker je preprosto preveč ljudi. Izgine tudi voda. V tokratni sobotni prilogi bodo lahko bralci brali reportaže iz Ugande. V ospredje si postavil ženske. Zakaj? Upam si trditi, da to nisem naredil prvič. Večkrat celo, mogoče je to manipulativno, mogoče ne, se kar odločim, da se osredotočim na ženske. Tukaj, če tudi to ne bi bila, kako bi rekel, strateška novinarska odločitev, ali pa humanistična, je tudi statistična. 85% vseh beguncev so ženske in otroci, 65% beguncev v Ugandi je mlajših od 18 let. Popolnoma nepredstavljivo in v bistvu na nek način tudi neopisljivo je, kaj to pomeni. In hkrati za Ugando, večina teh ljudi se v nekaj letih ne bo vrnila domov. Treba je vedeti, da je Uganda država z poprečno najmlajšim prebivalstvom v Afriki, manj kot 24 let, in poprečna mama, kot povprečni prebivalka Ugande je v tem trenutku mlajša od 24 let in ima 2 otroka. Do leta 2035 se bo število prebivalcev v Ugandi, ki je že tako na robu svojih zmogljivosti demografskih in verov izčrpala. In ta influx oziroma skoraj begunski exodus iz Južnega Sudana in tudi nekaterih drugih držav, regije Velikih jezer, se zdi, da lahko Ugando zlomi. Ampak Uganda veliko spoštovanje vztraja pri tej odprti begunski politiki in pri tem so ženske ključne. Ne govorimo, da so ključne. V Ugandi ključne so pri tem, ker so one tiste, ki preživljajo, večinoma svojim naporom preživljajo otroke in starejše ljudi, praktično vse svoje družine, ki so v begunskih taboriščih, s svojo iznajdljivostjo, z vrtovi, z iskanjem vode, z iskanjem drevja za kuhanje, s praktično celodnevnimi non-stop opravili, z popolnim žrtvovanjem in zanikanjem sami sebe. Ženske so herojinje te zgodbe in so večkrat pozabljene. Pišemo o vojnah, moški so tisti, ki streljajo, ne ženske. Pišemo o posilstvih, moški so tisti, ki posiljujejo. Seveda ne vedno. So tudi obratni primeri, pa vendarle posilstvo je eno ključnih orožij vojne v Južnem Sudanu, na nek način podobno, kot je bilo v Demokratični republiki Kongo, in ženske so tu dejansko izjemne žrtve, pa vendarle se žrtvujejo še naprej. Omenil si že, da begunci dobivajo v Ugandi vse manj zemlje na razpolago. V reportaži pišeš tudi o izsušenih vodnjakih. Kako dolgo lahko Uganda še gosti toliko ljudi brez zunanje pomoči? Kakšna je rešitev, kako naprej? Seveda, vrsto let je Uganda živela, ta odprta begunska politika je živela točno od zunanje pomoči, od mednarodnih humanitarnih organizacij, od foundinga.
Zdaj se je ta izpraznil, ne? So druge krize, ki so, bi rekel, bolj seksi, bolj zanimive in bliže Evropi. Ne? Evropa bi se potem v principu seveda mogla zgledovati, pa tega se jasno ne bo počela. Ta begunska politika v Ugandi tik pred zlomom, proračuni mednarodnih organizacij so prazni, Združeni narodi so na 15% potrebnega denarja, podobno velja za evropski denar. Na drugi strani pa se konflikt v Južnem Sudanu še naprej zaostruje, ljudje še naprej prihajajo od 1500 naprej na dan. Treba vedeti, da to ni samo konflikt, medetičen konflikt, to je tudi konflikt, ki je neposredna posledica klimatskih sprememb, suše in predvsem lakote. 5,5 milijona prebivalcev od dobrih 10 milijonov prebivalcev v Južnem Sudanu je življenjsko ogroženih zaradi lakote in to država, ki ima največje mokrišče na svetu. Boštjan, hvala za pojasnila, več lahko preberete v sobotni prilogi. Hvala.